Spoštovani, še zadnjič nocoj, 28. obletnica Kulturnega centra Pekarna in z nami Liburoa. Yes! Yes! Yeah! Liburoa. That's it! Je komu že uspelo toliko krat zaporedoma reči Ne, pravilno vaše? tvojim. Libra. Lura! To je bilo do zdaj. Bravo. Liburnija, vse smo bliže, ja. Ja, no, zdaj, če smo že pri imenu, pa kar nadaljujemo. Liburoa. Veš kaj je Liboroa? Liboroa je knjiga v bengalščini. Okej. Nočeš vedeti, zakaj? Ja, hočem. Točno to. Zakaj ste zdaj izbrali ime benda po knjigi v bengalščini? Govori kdo od vas bengalsko? Bengalski tiger je kdo? Eno besedo poznamo. Liburoa. Rekel bom samo, da je to metafora za nekaj, kar se naj ne bi izražalo v javnosti. Okej. Kar raste iz zemlje Yeah. in prinaša veselje, zdravje, okej. Dobro, ne bomo več globje kopali. Aspirin, oziroma predvsej boljše, ne? Okej. Alternativci v pravem pomenu besede. Pa me zanima, kaj si pravzaprav vi predstavljate pod alternativo, ker se mi zdi, da kar različne žanre, oziroma ne vem, ko sem slišal vas, bi rekel, okej, to je pa res alternativa. Kaj te vem, meni se samo zdi, da se nismo žanrsko preveč omejevali in tudi ko smo zbirali člane benda, je vsak prišel iz svojega faha in potem je pač nastajalo to, kaj je nastajalo med džemanjem. Tako da, ja. Se pravi... Nismo pa mainstream, tako da smo mogoče zato alternativci. Se pravi, če prav razumem, vaša glasba nastaja na podlagi džemov, oziroma kako je to po slovensko? Preigravanje, tako, bravo. Tako, ja. Še vedno na takšen način ustvarjate glasbo, ali? Izključno na tak način, zadnje čase. Okej, like bi rekel, da je to precej zahteven način ustvarjanja glasbe, ne, ker hitro morda lahko zaidete. Mislim, se dogaja, ne, da zaidemo, ampak vsake toliko nastane nekaj lepega, to posnamemo, si zapomnimo idejo in na tem delamo potem. Oziroma, recimo, kje so meje? Verjetno neke meje ste si Ko postavili. 10 minut do ničesar ne pridemo, te nehamo. Hierarhija je kakšna? Enakopravnost. Pa si ste glavni. Okay, kaj pa besedila? To, kaj smo danes igrali, je nekaj besedil sem napisal jaz, Matuš Bobnar je napisal za ta besedila refrene. Kaj smo še igrali našega? Tatega, da, to pa je, mislim, da napisal samo Matuš v celoti. Tin Matuš. V celoti. Tim samo Matuš. Tin samo Matuš, okej. In besedila o čem, kje te najbolj čevelj žuli, oziroma kakšna so tvoja besedila, kot jih jemlješ kot nek ventil, hočeš z besedili opozoriti na nekaj, zbuditi publiko ali nekaj čisto tretjega? Jaz ponavadi pišem tekst tako, da opišem svoje trenutno stanje. Psihološko? Vse, čustveno, psihološko, fizično, metafizično, trezno, netrezno, veš kaj mislim, ne? Če imam neko idejo, ki mi da iskrico, jih sledim, to je to. Se pravi, nimaš težav s tem, da si zelo iskren v besedilih in to pač deliš z publiko, poslušalci? Ne bi temu tako rekel, ja. Nimam težav, je pa res, da ni vsak moment primeren za ustvarjanje, ne. Tako da moraš tudi čakati na inspiracijo, kako bi temu človek rekel, Okay. da prevzame moje bitje.
Ok, pa mogoče obstaja kakšna skupna ideja, kaj pravzaprav želite doseči z glasbo oziroma kot zasedba Liburoa? Zdaj bo najbolj sveži povedal. Oh, yeah. Ki najbolj sveži, ki svetu želi povedati, da delovnih punkov manjka. Ne? Panka. Vse to sem želel povedati. Mislim, jaz sem... No, evo, povej, izvoli, oprosti. Kaj je bilo vprašanje? Če obstaja neka skupna ideja, kaj želite doseči z zasedbo Liburoa, z vašo glasbo, z besedili na splošno? Iskreno povedano, ker sem najbolj sveži, ker sem pri tem bendu zdaj že 2 leti. V bistvu se mi zdi, da naš cilj je v bistvu samo igranje, ker nam je to strast. Nimamo nekih ciljev v smislu, da mi, ne vem, dosegli, ne vem, single ali kakokoli. Pač mi radi igramo, mi radi preigramo v ostalih bendih, imamo druge bende, ampak pač tu se mi zdi, da ko sem jaz začel pri njimi igrati, smo se ful smo se našli, nikoli še nisem doživel take povezave z ostalimi bendov in pač najdli smo se, pač mi igramo, ker igramo in ni druge, pač verjel nam je in mi se zdi, da če imate vi kakšne cilje, jaz ne vem, jaz je samo to cilj. Dobro si povedal. Sem? Torej, Sveži? Sveži v bistvu zelo modro govori, ne? Ja. Tako da mogoče čas, da ga več ne kličete sveži. Po koliko letih pol nisi več svež? Po 7 letih, ok. Torej še 5 let boš svež. Ok, čeprav razumem, ste kaj potem live band oziroma band, ki raje igra koncerte kot snema? Mislim, snemali smo dejansko enkrat, ker... No, pač z nekim končnim izdelkom smo snemali enkrat, ker pač treba nam lova, jeli? Ampak ja, definitivno smo tu, ker smo zaradi pač takih špilov, kot je, rečemo, bil danes, no? Zaradi live performansa. To je to, kar nas žene naprej. Želja po špilanju. Ok, mogoče na podvprašanje, se pripravlja kljub vsemu kaj? Kakšen album, single, EP? Mislim, ali pa vse razmišljate? Dejansko vedno, ko se dobimo pa vadimo, ustvarjamo neke nove ideje, jih skušamo zajeti v neko smiselno celoto. Zdaj, da bi prav snemanje za neko izdajo, to ni trenutno v planu, ampak pripravljamo nov material. Ok, morda lahko že kaj ekskluzivno za Kulturni center Pekarna izdate glede novega materijala? Izdajalci grejo v najgloblji pekel, tako da to mi nismo. Ok, dobro. Glede na to, da radi igrate v živo, da živite za, kot si dejal, za takšne koncerte, kot je nocoj, koliko vam recimo pomeni, da ste lahko igrali na 28. obletnici Kulturnega centra Pekarna, da ste bili povabljeni? Jaz mislim, da to nam res dosti pomeni, pač ker vedno smo že tu bili, v bistvu začeli smo praktično tu, no. In... No, kar... Ja. Pravim, da brez pekarne nas ziher ne bi bilo. Ok, bomo o tem... Našli smo se na srednji šoli, ampak peka je bila tista, ki nam je dala neko zavetišče, kjer smo dobili štrom, da smo lahko špilali. Ok, bomo o tem še kaj več. Intermezzo, hvala, izvoli nadaljevati. Ja, ne, sej, super, dobra istočnica za nadaljevanje pogovora. Ja, pač pravim, da smo že začetka tu, zdaj, na koliko obletnicah smo špilali že? Ja, pač na vsaki, ki je 2015 naprej, tak pravi Matuš, recimo, cirka. V glavnem se mi zdi, da vedno hočemo špilati tu, ker je pač to, kjer smo mi doma, tu. In brez tega, kjer smo mi doma, nas ne bi bilo. In nas ne bo. Ok, si želel nekaj dodati? Tu nas tonski že poznajo. Ok, no pa da nadaljujemo, ja. Vemo, da praktično vsaka lokalna oblast želi pekarno ali prestaviti, ali uporabnike
uporabniki. Dobro se je slišalo, ko so uporabniki tu sedeli. Ja, nekako nagnati in spremeniti namembnost teh prostorov tukaj, pa me zanima, zakaj, kaj menite vi, oziroma zakaj po vaše mora pekarna ostati tukaj in obstati? Jaz bom še enkrat povedal, tako sem povedal pred zadnjim komadom na stageu. Naš zelo dober prijatelj je enkrat zelo dobro primerjavo dal, kaj je torej Maribor brez pekarne. Veš slučajno, kaj je Maribor brez pekarne? Ne vem, bom pa zdaj izvedel. Znači, Maribor brez pekarne je duplek. Pač res, ne, mislim, vzeli so nam že vse, udarnik je zaprt, Sačmo je postal fucking arhiv. Edino, kaj še je ostalo, da je res underground v Mariboru, je pekarna in pač pekarne ne morejo kar preseliti na drugo stran Drave. Pekarna je tu, kjer je že cel čas, nosi neko sentimentalno vrednost, vsi ti prostori imajo neko dušo, mislim. Če ne druga, je v stenah že Gustafa, ker smo zdaj prepojen švic vseh od nastopajočih do obiskovalcev, do vseh, ki delajo tu. Mislim, ne moreš kar enostavno preseliti zadeve cele. Veš, kaj mislim? Popolnoma razumem, ja. Kaj pa mogoče bolj intimno, osebno, kaj vam dala pekarna? Bi bili alternativci, bi gledali na svet tako, kot gledate zdaj, če ne bi bilo pekarne? Mislim, definitivno je to plac, kjer mi hengamo in zaradi katerega smo najverjetneje zdaj že slabih 10 let res dobri prijatelji. Mislim, jaz živim v Ljubljani in se zaradi tega placa in teh vaj, ki jih imamo tukaj v pekarni, vozim v Maribor vsak vikend. In tudi ostanem tukaj, vsak vikend pridem, zato da lahko hengam s temi ljudmi, pa zato da lahko ustvarjamo tukaj v pekarni. Tako da absolutno ima za mene to absolutno veliko vrednost. Pa jaz mislim, da glede na to, da mi smo že tudi imeli nekaj časa vaje kje druge po Mariboru, v kakih drugih placih, pač nikjer se nismo počutili tako doma in se verjetno nikjer ne bomo. Najverjetno ziher. Okay. Tudi nikjer nismo ustvarili toliko, koliko smo tu ustvarili. Ne? Znači, je neka energija v teh prostorih, ki nam dajo navdiha, kako bi rekel. Ne? Tako da, pač res bi radi pozvali vse Mariborčane in Mariborčanke, da dajte vsi, ki ste bili kdaj v pekarni, ko ste se imeli tu fajn, spoznali koga, uživali na kakem koncertu, bilo kaj, dajte se potegniti, no, da še vsaj ta zadnji en plac v Mariboru, ki je dom takim muzičarom, kot smo mi, pač obstane. Ok, zelo lepo povedano. Zdaj pa za konec samo še to, kaj bi morda ti še dodal? Kar se tiče tega, ne, jaz rečem tak, ne, posodim od kolega imamo, samo pekarne ne damo. Odlično. Pravzaprav je to takšen zaključek, da skoraj da ne bi več nič spraševal. Nič, torej, zaključek, hvala lepa, Libu Roa. Bravo. 28. obletnica pekarne, vidimo se spet septembra letos, do takrat pa, oziroma še na vekomaj pekarne. Ne damo. Je res? Se vidimo septembra.